Davčnih zavezancev iz naslova katastrskega dohodka je v Sloveniji približno 220 tisoč. Od teh jih subvencije dobiva le okoli 100 tisoč. Večino od teh 100 tisočih dohodnine ne bo potrebno plačati. Le tisti, kot sem že dejala, ki imajo več kot 1455, so dobili tudi akontacijo dohodnine. Dejanski izračun dohodnine pa bo pokazal, koliko bodo plačali. Vsi ti so obdavčeni približno 10% od KD-ja in od subvencij, oziroma 10%, primerjavi, da pa so vsi ostali, naj si bo zaposleni, podjetniki in drugi, da je najnižja dohodkovna stopnja oziroma prispevna stopnja 16%. Nekaj bi rada rekla tudi na dogajanje na Kmetijsko-gozdarski zbornici. Lahko rečem, da Kmetijsko-gozdarska zbornica tokrat igra dvojno igro. Če se jim je pred enim mesecem še zelo mudilo z razpisom volitev, danes o tem se jim to nič več ne mudi, pač pa sklicujejo kmete in organizirajo proteste. Mi pa imamo dokaze, da so bile zdajšnje rešitve zakona odmere dohodnine sprejete ravno na njihovo pobudo. Na Ministrstvu za finance je bil 14.7.2006, zakon pa smo potem sprejeli konec oktobra v Državnem zboru, sestanek, kjer je bil tudi predstavnik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. In eden izmed sklepov je bil tudi to: glede vključevanja subvencij z naslova ukrepov kmetijske politike, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije ponovno predlaga, da se jih vključi v izračun katastrskega dohodka. To se pravi, da se pripiše katastrskemu dohodku. Ministrstvo za finance pa meni, da je primerneje, da se jih za davčne namene obravnava samostojno. Kot rečeno, mi menimo v Novi Sloveniji, da je za kmetijstvo sedanja obdavčitev dobra, bistveno boljša, kot bi bila, če bi bili obdavčeni po dejanskih prihodkih. Hvala lepa.